malo teh komentarjih na socialnih omrežjih, vsake toliko malo pogledam po Facebooku, po Instagramu, in tako kdaj opazim, da se te komentarji kdaj sprovedejo oziroma pridejo v prava bojišča. Tako mogoče par besed o tem, kaj lahko s tem naredite. Kot prva stvar, se mi zdi, da zdaj, če hočete imeti neke globoke debate, je mogoče raje z neko osebo, boljše se dobiti v živo ali pa se slišati, imeti nek direkten stik, kot pa se prek nekih komentarjev, prek nekih messageov. To se mi zdi, da bo dosti bolj učinkovito in se bo dialog dosti drugače izpeljal, ko si ti z neko osebo v živo prisoten, kot pa ko si skrit za nekim telefonom. Drugo je čisto tako, da preden se spravite pisati komentarje, mogoče čisto nek nasvet, da malo preverite, kaj je res vaša potreba, kaj si želite doseči. Si želite biti slišani, si želite biti videni s svojim mnenjem, ali si želite mogoče povedati, da je z drugo osebo nekaj narobe. To se mi zdi spet tako malo za razmejiti, kaj je zdaj poanta določenega dialoga, določenega komentarja. Tudi preveriti, preden pišete komentarje, a ste strigirani, bo mi nekdo nekaj napisal v mail ali pa na Facebook wall, kakšen je vaš čustven odziv. Če vidite, da je zdaj nek buren čustven odziv se pojavil, mogoče lahko malo počakate, itak imate čas, itak ste samo za računalnikom, ne rabite se zdaj takoj odzvati, lahko malo počakate, lahko malo zadihate, preberete, lahko uspete razmejiti, se zavedati, da je za tem komentarjem se skriva neko človeško bitje, se probate spomniti, da karkoli ljudje pišemo in govorimo, je to naš poskus, s katerim skušamo zadovoljevati svoje potrebe, se pravi to, kar ta oseba piše v komentar, je njihov najboljši možen poskus, s katerimi oni skušajo zadovoljevati svoje potrebe, čeprav gre to mogoče to počnejo na nek tragičen način, skozi neko obsojanje določenih vsebin ali pa določenih ljudi. Tako da lahko imate to recimo v mislih. Pa spet, kaj je vaša potreba? Kaj si dejansko želite? A bo zdaj, če si želite stika s to osebo, a boste imeli globlji stik, če boste odgovarjali na komentar, ali boste, imeli globlji stik, če boste prenesli debato v private message, ali pa celo, napišete, se lahko slišimo, pa se pogovorimo okrog tega. To se mi zdi zanimivo razmejevati. In še enkrat, vsi te, ki pišejo, ki so tako zvani z diagnozo, te hejterji, ki veliko obsojajo in kritizirajo po teh socialnih omrežjih. Spet se sam zavedati, da za tem so človeška bitja, mogoče so neke frustracije, mogoče imajo slab dan, mogoče nimajo nobenega drugega medija, kjer bi lahko v bistvu zventilirali in spraznili te svoje frustracije in stres. Ne pravim, da karkoli narobe s kjerokoli frustracijo in stresom, ampak da je tudi neka naravna človeška potreba po tej sprostitvi, da se dogaja tudi s tem, ko ljudje trosimo te komentarje in besede v smislu obsojanja in ukrivljanja drugih. Tako da imate lahko tudi to zavedanje, da gre mogoče samo za to, da hoče nekdo malo sprostiti to svojo tenzijo in to ne zna drugače narediti in zelo potem tle piše na računalniku pač v komentar in mogoče samo to. In ste lahko tudi v tem smislu v nekem sočutju, to, kaj mogoče komu tako pomaga.